Dreamwalk, Jeremy z mano, zdravo. Lepo pozdravljeni, lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem v Ormož in na Radio Prlek, še posebej pa rockerjem. Jeremy, dolgo se nisva slišala. Kot sem pogledal svoj arhiv, sva nazadnje predstavljala skladbo Paper Hearts 5. maja 2020. Tako, ja, so že 4 leta minile od takrat. Malo več, 4,5 skoraj. Ja, z našim bendom je tako, da nekaj časa smo v hibernaciji, potem pa, ko pridemo k sebi, se zbudimo, pa damo ven kakšen komad in tako že lepo vrsto let. Sicer vmes je bila še skladba, če se ne motim, Who I Am. Tudi je bila še ena, ja, potem leta 2021, tako malo za vmes v tistih časih, ko smo bili vsi doma zaprti. In Dreamwalk, v kakšni postavi ste danes še kot band ali bolj kot dvojec? Kakšna formacija je sestavljena? Ja, zdaj počasi se v bistvu pomikamo tako bolj v producentsko smer, tako da trenutno sva samo jaz pa moj kitarist in delava glasbo, imava tiste veščine instrumentalne in glasbene, da lahko narediva muziko, bova pa videla, če bova spravila še operativen band skupaj za koncertiranje. To je vedno tako v življenju ljudi, odnese malo levo, malo desno, potem pa v bendih včasih težko obdržati kontinuiteto, ker se ljudem dogajajo razgibane stvari. Tako da trenutno sva samo dva, ampak imava v namenu delati muziko in še vedno imava do tega veselje, tako da to sigurno lahko pričakujemo. Tudi zato mogoče nekoliko drugačen zvok? Pa ja, kaj pa vem, to je v bistvu neka naravna progresija. Zadnje čase so nama zelo všeč sinti, ki se jih vedno lahko doda notri v nek klasičen rock mix, ponudijo še neko bolj širino, meni so osebno zelo prijetni. Tako teksturo ustvarijo, nekako mehko, melodično se mi zdi in pa mi to paše skupaj z glasnimi bobni in kitarami. Pa tudi, ko se človek nekako, mi smo začeli pred dolgimi časi, daljnega leta 2001 smo imeli prvo ploščo, kot precej punk band, pa človek se nekako postara, zdaj to je mogoče malo kliše, ampak z leti res vedno bolj nekako se zmehča ta glasbeni okus, se mi zdi, in Dreamwalki potujemo nekako v smer, mogoče pop asortmaja, ampak še vedno pa tega alternativnega roka, ki nam je tako pri srcu. To bi bil moj pogled. Je to slišati tudi v novi skladbi? Pa ja, jaz mislim, da ja. Meni osebno je ta skladba izjemno všeč, sem zelo ponosen na njo. Nastajala je zelo dolgo časa, ker je to v bistvu neka skladba, neka zgodba, ki je bila v predalu dolga leta, v bistvu nekih 10 let in čakala nekako na svoj čas. Tudi zelo dolgo sva jo delala, zato ker vsake toliko časa se človek dobi, pa naredi en korak naprej. Zdaj, ko sva dva, morava tako vzeti si čas, pa da kakšna stvar zmiksava, da kakšna stvar spesniva in v bistvu je nastajala skoraj 2 leti, bi rekel. In ja, je zelo polna vsega, kar smo se naučili in vsega, kar nosimo v sebi, bi rekel. Jaz praktično sem izjemno zadovoljen. No? To sem si želel ustvariti v bistvu celo svojo kariero, nekaj, kar spominja na nek globalen zvok, da ne rečem nek ameriški zvok in mislim, da smo počasi skoraj tam. No? Čeprav pa je naslov nekako dvojen oziroma nasprotujoč. Bojišče in metulji, to naravno ne gre se skupaj, nekaj udarnega pa nekaj nežnega. Ja, v bistvu zgodba tega komada je zgodba o življenjskih preizkušnjah in neki poti, tej mistični, ki jo vsak človek doživlja skozi svoje življenje, ko se mu dogajajo neki globoki, nenavadni, taki mal jungovski momenti, neka naključja, ki sami ne vemo potem, a je to usoda, ni usoda, ampak jaz verjamem, da imamo vsi tako težavno zgodbo pred seboj in moramo hoditi po tej svoji poti, po tej svoji usodi in ponavadi so te zgodbe prežete z borbami, naj se bojo to osebne, bog ne daj tudi kakšne bolj eksistencialne ali pa mogoče celo v svetu, konflikti, zdaj v Sloveniji mogoče ne, ampak marsikje pa marsikdaj. Po drugi strani pa ljubezen kot tista gonilna sila za moje pojme vsega. Praktično, kar je in nekaj, kar mogoče za bolj spiritualne ljudi predstavlja neko božansko energijo. In te dve silnice, te dve smeri, ta nek boj človeka z svetom in samim sabo, pa ta neka ljubezen, ki nam je položena že v zipelko in jo vsi izkušamo potem skozi življenje, pa seveda dekleta kot neka najbolj čudovita bitja na svetu, to uteleša ta
ta song in pripoveduje o tej zgodbi življenja. Mogoče moji, mogoče pa tudi neki širši za vsakega človeka, vsak mora svoje prehoditi. Ima pa skladba tudi animiran videospot, narejen ročno ali s pomočjo umetne inteligence? Ja, je narejen s pomočjo umetne inteligence. To je zdaj glasbenikom, raznim umetnikom omogočilo, da nekako precej bolj doterane izdelke naredimo v krajšem času, pa za manj denarja. Jaz sem si vedno želel imeti animiran video, ampak to je bilo tudi v tistih časih, ko smo bili najbolj dejavni, enostavno preveč zamudno, preveč drago, da bi nam nekdo prav risanko naredil. Zdaj pa se je pojavila ta opcija in ta dva fanta, to je Jure Gubanc pa Nejc Trampuš. Ona dva sta sicer profesionalno se ukvarjata s tem, sploh Nejc je imel zdaj en zelo viden, kratek AI filmček in mislim, da sta nam naredila točno to, kar smo si želeli. Zdaj, to je dosti kontroverzno, izdelava stvari z AI-jem, veliko umetnikov mogoče pravi, da to ni neka dobra prihodnost. Jaz osebno mislim, da je to nekaj, kar je zdaj ta čas, mogoče malo bolj novo, sveže, bo pa v svojem času, mislim, da se nazaj tiste neke stvari, ki so narejene na roko, rokodelsko, jaz mislim, da bojo vedno imele neko večjo vrednost. Se pa da narediti, kot sem rekel, hitreje in ceneje in to pa je zelo privlačno, seveda. Sploh za videospote, ker videospoti so za glasbenika kar velik zalogaj. Videti pa je v videu, da tudi v vesolju letajo metulje. Ja, tako, te metulji so povsod, oni nekako predstavljajo te naše pozitivne emocije, zanos, neko vztrajanje in so tako lepo bitje, ki meni osebno vedno spravi v dobro voljo. Jaz imam jih zelo rad. Skladba je tu. Jeremi, kako razmišljata naprej? Ja, zdaj bova posvetila čas točno temu, kar počnem. Probala bova čim bolj spromovirati zadevo, glede na to, da sva izjemno zadovoljna z izdelkom. Nama in tudi nam vsem, sej še vedno smo zelo dobri prijatelji, tudi kdaj kdo še kaj posname, seveda, ko se delajo komadi. Band praktično samo ta trenutek ne koncertira. Če ne, smo nekako živi, ampak bolj v taki polovični fazi. No, skratka, zastranjujem, glede na to, da smo izjemno zadovoljni, bomo probali to spraviti do čim širšega kroga ljudi. Upam, da bo všeč radijskim občinstvom in da bo čim več ljudi videlo naš videospot in slišalo naš komad, ker je zelo dober. Bo pa sedaj skladba tudi v našem radijskem etru. Zato, kaj boš izbral? Bojišče ali metulja? Bom metulja izbral danes, da bo srečno za vse. Setting my dignity when you're late on life, feels simple and surreal.